Ti lahko eno ful osebno vprašanje dam. Ja. Kako ti živiš to čistost? Midva so se odločila, da bo s polnimi odnosi počakala do poroke. Živijo, Lucija. Pri katoliški mladini izvajam delavnice, po izobrazbi sem socialna pedagoginja, je pa ena moja strast govoriti o teologiji telesa. Mene recimo šokirajo razni podcasti, slovenski, tudi, kako govorijo o spolnosti. In me je groza, kaj naši otroci poslušajo. Ja, dobrodošla v realnosti, a ne? Kaj je čistost? Ne pomeni, ne imeti spolnih odnosov, a ne? Čistost pomeni uspešno integracijo spolnosti v osebo. Se pravi, da spolnost ni nekaj, kar jaz potlačam, pa ni nekaj, kar me popolnoma prevzame. Naša družba je tako, da te od malega so vse reklame, tudi risanke in vse seksualizirano. Klasika. Ko ti priješ do birmancev, seveda na telefonih, če ne na svojem, od sošolca so že videli pornografijo. Ja, nič novega. Kako sprejmejo to, kar jim ti poveš? Mi smo lačni za to, da nam nekdo pač da odgovore na naša vprašanja. Vse nekako nam kaže, da želimo ljubezni. Zdaj pa a se bomo zadovoljili s ponaredki, ali bomo šli v originalu. Itak pač poročena sem. Moj zakon ne bi mogel biti sklenjen, če mi z možem ne bi imela spolnih odnosov. Zdaj sem z vsem, kar sem, izrazim to, kar sem obljubila na oltarju. Zakon ne bi mogel biti veljaven, če pač ne bi bilo spolnega odnosa. Zakaj? Ker je zakon sakrament. Dobrodošli v sklopu oddaj na našem YouTube kanalu Sveta strast. To je nov sklop oddaj, kjer bomo malo globje govorili o duhovnih temah, ki se tičejo nas zakoncev in tudi našega življenja. V naši prvi oddaji gostim Lucijo iz katoliške mladine, med drugim pa je njena sveta strast teologija telesa. Veliko nam bo pomenilo, če nas všečkate, če se naročite na naš kanal in s kom, ki mislite, da bi ga ta tema zanimala, podelite ta pogovor. Zdaj pa gremo na ogled pogovora. Živjo, Lucija. Pozdravljen. Dej nam povej malo več o sebi. Jaz sem Lucija, pišem se Šedelko. To zato, ker sem poročena s Poljakom, zato imam takšen nenavaden priimek. Zdaj skoraj že 1 leto sem poročena. Po izobrazbi sem socialna pedagoginja, delam na katoliški mladini. Moja primarna naloga je to, da skrbim za prostovoljce, da jih imamo, da vejo, kaj delati, da se dobro počutijo. Tako, ker je se država, Ministrstvo za javno upravo so se odločili, da je pameten profesionalizirati ta nevladen sektor in da bomo res pač dobro delali tudi s prostovoljci. To zdaj jaz delam in mi je v veselje in čast. Je pa ena moja strast tudi govoriti o teologiji telesa, spoznati teologijo telesa. To je tako. Zame je to life. Tako. Tukaj na mizi imamo eno sliko Janeza Pavla II. Pa on je tudi pač moj prijatelj naše družine. Pa očitno tudi tvoj prijatelj, ne? Ja, Jan Pavel II. Naš papjež, rečejo Polaki. Je to crazy. Pač, je bilo drugače prej tako, pač vse, da izmed papežev nima veze. Pa ker so pa začele tako imeti ful ena konkretna vprašanja o telesu, pa o spolnosti, pa o ljubezni, sem pa nekako po spletu okoliščin našla njegov članek, pa sem tako, wait, what? Piše, da so naše spolne želje surov material za ljubezen? Kdo je to rekel? Ali kaj mi še kaj več poveš? Sem ugotovila, da je to rekel Janez Pavel II. In pa sem ful enih stvari začela od njega pač brati pa poslušati. In zdaj sem tako, ta človek pač me dejansko pozna, piše, kakor da bi pač se z mano pogovarjal, tako blizu mu je moja izkušnja. Tako, moj Karol. Tako, dober je. A je on tudi imel kaj zraven, da si ti spoznala svojega moža? Mogoče zaradi tega, ker jaz v life nisem mislila, da sem poročila s tujcem, da bo moj pač primarni jezik najne družine poljščina, ampak hkrati pa pač je bil on Poljak in pisal je tudi v poljščini in zaradi tega, ker jaz znam njegov materni jezik, lahko berem njegove zapise v originalu in lahko poslušam njegove srednje avdience, ki so posnete, ker je on pač
jih povedal po italijansko sicer, ampak pa je pa vsakič dal še povzetek v poljščini in lahko to poslušam in razumem in je tako, wait, what? Hvala Bogu, to je kar kulsko. Jaz se nisem tega zmislila, to je nekdo drug zrihtu. Vidim, res ta žar. To, lahko rečem zaljubljenost? Ne. Ne, ali kaj je to? Navdušenje. Navdušenje, dobra beseda. Ja. Res, vidim to navdušenje. Vidim, da imaš tudi zgleda oseben odnos z njim. Ne? Ja. Pa me zanima, kako to zdaj konkretno vpliva na tvoje življenje. Kako se vidva sporazumevata oziroma kaj te on govori? Zdaj to ni kar nek striček, ki sedi na moji rami in mi priševetava. Ampak večkrat je pa moj priprošnik, da tudi v molitvi vsak dan prosim, da naj mol za nas. Ampak predvsem pa mi je blizu po svoji misli, po svojem učenju, ker v resnici pač ni sam njegov nauk. On bi lahko bil en random teolog, ki je pač ene stvari razmislil in povedal, ampak ne, on je imel zapisane te stvari, če moramo se rečemo teologija telesa, in bolje, po 33 dneh papeževanja papež Janez Pavel I umrl in je on postal papež Janez Pavel II in se odločil, da vse te svoje zapise, da ne bo jih izdal kot knjigo, ampak jih bo povedal v obliki govorov v cerkvi v začetku 80-ih let, vsako sredo, 15-20 minut. In zdaj to nisem nekaj, kar si je en random teolog zmislil, ampak je to papež govoril cerkvi. Je to papež, pač cerkev, uraden nauk cerkve, za nas, kristjane. Je tako, hej, dobro. Vidim, da imaš res fajn naštudirano, da si se poglobila v to. Kako je Janez Pavel II prišel do tega? Ti si rekla, da je to imel napisano že preden je postal papež? Ja, že več pred tem. Pač on je bil tako mlad duhovnik na Poljskem, Karol, ki se je veliko hangal z mladimi. Tako res je pač poznal njihovo izkušnjo, slišal je, s čim se ukvarjajo v življenju, kaj so njihova veselja, njihovi strahovi, kjer težave imajo, kaj jim ratuje. Tako tudi pelal jih je tako v gore in tako ilegalno zaradi režima, so šli skrivaj in so se pač pogovarjali o ljubezni ali pa o smislu življenja. Pa tako, se pravi, pač res je bil blizu mladim in blizu je bil tudi pač tej človeški izkušnji ljubezni pa zakona pa spolnosti, ne skozi prvo osebno izkušnjo, ampak skozi mnoge izkušnje ljudi, ki jih je spremljal skozi dolg čas. To je ena stvar in druga stvar, ki je pa ful močna, pa nemo, da je pa on po naravi filozof in ima ful vpogleda v človeško izkušnjo in v bistvu prvo delo, kakor ga je on napisal o ljubezni, je bilo v bistvu ljubezen in odgovornost, milošč in odpovedalnost, ker nima nič veze s Svetim pisom ali pa z Bogom, v smislu, da se ne opira na neki teologiji, ampak se opira na filozofiji, sprav na vsakdanji človeški izkušnji. Fenomenologija se temu reče s fancy besedo. Kaj so neki fenomeni v našem vsakdanjem življenju, kaj je naša vsakdanja izkušnja in kaj nam to pove o realnosti. In tam je pa začel tako oblikovati te misli, ki jih je pa razvil v teologiji telesa, še bolj pač podprto Svetim pismom. Kaj pa če zdaj asumamo, da je pa Božja beseda legit, kaj pa to pomeni, kako pa lahko to poglobimo pa nadgradimo, kar nam je itak že tako jasno skozi eno pač vsakdanjo izkušnjo. Recimo, reče v ljubezni in odgovornost, reče, da edini primeren odgovor na drugo osebo je ljubezen. In kaj nasprotje ljubezni ni sovraštvo, ampak je, da drugo osebo uporabiš. In itak to vemo iz vsakdanje izkušnje, ker vemo, da ni cool, da se drugi do nas tako obnašajo, da nas drugi uporabijo ali pa zlorabijo. Ampak da je dobro, da mi se imamo radi. Tako, recimo, en takšen primer, ki ga pa lahko politik podkrepiš tudi s tem, da smo narejeni za ljubezen, ker smo narejeni po Božji podobi, ki pa itak je ljubezen, tako, ima ful smisla
z vidika teologije, ampak še prija pa ful smisla tudi z vidika filozofije, ne glede na to, ali ti upoštevaš Boga, ne. Tako, ker je to oprto na naši človeški izkušnji. Tako mi je dobro, ker si rekla, da znaš poljščino, ne? In da ga bereš, pa razumeš v njegovem maternem jeziku. Rekla sem, da ga berem, ne da ga razumem. Ja, ok. Ne, se trudim, ampak tako, pač res je zahtevno, no? Ja. Jaz sem mene je tudi Janez Pavel II tako prevzel, že prej jaz sem recimo bila na tem srečanju v Postojni, sem bila še čisto otrok. Ja, že sem, moj letnik je malo višji kot tvoj. V glavnem, in tudi pol tisto njegovo umiranje se spomnim, ko smo šli iz Medžugorja, pa je že bil, v bistvu se je že poslavilo in tako, in pogreb njegov se spomnim, mi je pri srcu, no. In tudi kot družina smo se mu izročili enkrat na Brezjah, ker so tudi tam njegove relikvije. In je res tako tudi naš zavetnik. In mene je tako res tudi zakurila ta teologija telesa. In ko sem pol probala dobiti kakšen njegov material, v slovenščini dejansko ga nimamo, ker smo premali, ne? Ker je, ne vem, nismo zadost ali veliki trg, ali karkoli, da bi bila njegova dela ta ljubezen in odgovornost izdana v knjižni obliki pri nas. In sem kar rabila kar nekaj časa in tudi iznajdljivosti, da sem dobila eno rabljeno knjigo v angleščini. In ko sem jaz začela to brati, me je navdušil, hkrati pa je to tako težko v resnici napisano, da zahteva ful te aktivnosti možganske in tudi enega prostora in časa, da se fokusiraš na to. In vem, da je meni ni šlo to skozi, ne s časom, ne tako zaradi družinske dinamike. In mi je tako všeč, ko ti rečeš, da ga prevajaš, ne? Ker se mi zdi, da te njegove besede, ki si rekla, ne, filozofske, da jih pol prevedemo v naš jezik in to v konkretni jezik. In to mi je ful všeč, no? Ko rečeš, da ga v bistvu prevajaš v slovenščino, ampak na nam razumljiv način, no? Ja, to je bila tudi ideja Janeza Pavla II. Samega, ne? On je šel res tako na globok, pa res v hardcore teologijo, ne? Itak pa rabimo tudi ljudi, ki bodo vso to globino tako res, na nek način prevedli v bolj vsakdanji jezik, ne, recimo, najbolj tako poznanje itek Christopher West, ne, ker je to njemu life, ne, pa še veliko drugih ljudi in po Ameriki, pa tudi po celem svetu. In je ful dobro gledati, kako vsak tako poišče svoje poti, da pride do ljudi, da prije to sporočilo do ljudi, ne. Ker meni se ne zdi to važno, rabimo to knjigo prevedeno, ampak rabimo poanto te knjige, Tako je, jaz se strinjam s tem. Ljudi, ki bojo nam na nek način prevajali, govorili o tem, da bomo mi razumeli, ne. Ja. No, daj mi povej, kaj ti prevajaš, recimo, kaj je za tebe teologija telesa? Kaj je fora teologije telesa? Najprej, teologija telesa je relevantna za vsakega, ki ima telo. Torej, za vse ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker govori o tem, da smo narejeni dobro in da nismo sam ena telesa, ki umrejo in razpadejo in je to, pa nismo sam eni duhci, ki se pa ob smrti osvobodimo telesa, ampak smo in telo in duh, ki pašete skupaj. Mi smo cele osebe, komplet. In edino skozi telo se lahko izrazimo. In telo ni samo nekaj, kar imamo, ampak je nekaj, kar smo. Ker itak nič ne moramo narediti brez svojega telesa. Zato, da razmišljam, zato, da molim, zato, da sanjam, zato, da ljubim, jaz rabim svoje telo. Spravi, moje telo inherentno meni, hkrati je moja duša inherentno meni. Oboje, telo in duša pašete skupaj. To je druga stvar. Najprej narejeni smo dobri in telo in duša pašete skupaj. Pa še tretja stvar, da smo narejeni po Božji podobi. Narejeni smo po podobi Boga, ki je ljubezen. Kar ne pomeni samo, da je ljubezen nekaj, kar Bog počne, ampak je nekaj, kar Bog je. Bog je odnos. Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Bog Oče, ki se podarja, samo Sinu, Sin, ki to ljubezen sprejema in mu jo vrača. Ta ljubezen med njima je to resnična tretja Božja oseba, Sveti Duh.
Tako, temu rečemo sveta trojica, svem si besedo. Sprav, Bog je ljubezen, večno izmenjavanje ljubezni, Bog je odnos. In če smo mi narejeni po podobi Boga, smo mi narejeni za ljubezen, smo mi narejeni za odnos. In kako imamo lahko radi, ja, ne moramo drugače kot svojim telesom, ne? In ta želja, potem, da bi imeli radi, pa da bi bili blizu z drugim, da bi bili v tem intimnem izmenjavanju ljubezni, ki za skozi traja, pač ta želja je zapisana v naše telo. Ker jaz lahko diham sama, jaz lahko prevaram sama, razmnoževati se ne morem sama. Rabim eno drugo telo, ki ni samo telo, ampak je cela oseba, s katerim se združimo, ne? Da lahko dajem novo življenje. Ne? In tudi moje spolne želje me v resnici vabijo odnos. In mi kažejo, zakaj sem narejena, za odnos, za podaritev. In so v bistvu dobre. Sprav, sem narejena dobra, sem telo in duh, ko pa še te skupaj narejena, sem pa Božji podobi, kar pomeni isto, kot če bi rekel, da sem narejena za odnos, za ljubezen. In to je zapisano moje telo. Se pravi, moje telo kaže, da sem narejena za moje telo mi kaže, da sem narejena za ljubezen. Moje telo mi kaže, da sem narejena po Božji podobi. Se pravi, moje telo govori o Bogu. In zaradi tega lahko rečemo teologija telesa. Ne? Veda o Bogu, ki se pa izraža skozi naša telesa. Pa ne samo skozi naša telesa, ampak tudi skozi telo Boga. Ne? Jaz pa drugi reče, da z dejstvom, da je Božja beseda postala meso, je telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata. Še enkrat. Z dejstvom, da je Božja beseda postala meso, je telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata. Cela fora krščanske vere je to, da je se Bog v telesu. Se pravi, teologija telesa. To je nekak povzetek, zdaj nekaj minutni. Ja, zdaj mi pa malo pove konkretno. Recimo, jaz recimo lahko za sebe govorim, ne? Na podlagi svoje izkušnje, ki pač je v meni zapisana tudi izkušnja moje mame, pa moje babice, ene druge in še tako naprej. In enega, ne vem, vzdušja, v katerem sem bila vzgajana ali pa sem živela, in recimo moje telo ni bilo recimo sveto, ni bilo dobro. In zdaj, kako naj jaz svoje telo začnem dojemati kot sveto. Ne vem, kakaj je tvoja izkušnja, če si ti svoje telo skozi dojemala kot sveto, dobro, ali je to te pomagala pol doživeti teologija telesa? Ja, pač itak klasika, kaj smo pa mislili, vse živimo v padlem svetu, a ne? Itak, da nam ne bo jasen, kdo smo, pa itak, da ne bomo dojeli, da smo dobri, pa itak, da bomo izkoriščali drugega, ne? Kaj si pa pričakoval? Ker pač že od izviranega greha imamo ful problem s tem, da ne vidimo, da smo mi narejeni po Božji podobi, da smo mi narejeni dobri, da smo mi narejeni za odnos, ampak pač nismo dobri in itak Bog ne bo poskrbel za me in da si moram samo vzeti in bolj izkoriščamo drugo in ranimo drugega, ne, nič novega. Tako. In je to naša realnost. Ne? In verjamem, da si imela tako izkušnjo, ne? Ampak hkrati pa to še ne pomeni, da nisi dobra, ali pa da nisi ljubljena, ali pa da tvoje telo pa ni v redu. Ne glede na to, kaj je bil neka družbena narativa, ali pa pač narativa ljudi, ki so ti blizu, ali pa neko tvoje pač notranje dojemanje. V redu, pač lahko si misliš, karkoli hočeš, ampak kaj je važno, tisto, kar si Bog mislil o tebi. Kdo ti pa pove, če ne tisto, kar te je naredil? Če jaz hočem dati svoji babici en iPad, moram najprej povedati, pač, kaj je to, zakaj se uporablja, da gor čebule rezala. In tudi mi pač je ful dobro, da vemo, kdo smo, pa kaj je fora našega življenja. Da res vemo, pač, kaj je tista naša identiteta, da lahko pa tudi pač dobro živimo. Zdaj tako, ful dobro, kako bomo pa to izvedeli. Ja. Ja, počas. Pač stalnim, kaj je sploh fora tako našega življenja, ali pa kako pa postanemo sveti, je tako, da se odpiramo za Božjo ljubezen, Pač ne tako, da sami nekaj haslamo. Ja, ful je pomembno, da imamo radi, ampak še bolj kot to, da imamo radi, pomembno, da smo ljubljeni. Itak. Ja. Piše,
tudi Janez Pavel II. Ne, to je pa Avguštin rekel, da je naše življenje je pa v tem, da se vadimo v hrepenenju. Hrepenimo po nečem, ki itak hočemo, pa je v nas, ampak ne dosežemo, pa nikoli, a ne pa vedno tako, nismo dobri, pa vedno fejlamo, pa tako, ampak krati hrepenijo po nečem, ki to presega, pa nekaj, da bi bilo nekaj več, a ne? In da se vadimo v tem hrepenenju, da ga znamo dobro usmeriti, pač v dobro, v tistega dobrega, ne? Tako. Ja, to zdaj, ko govoriš enostavno, ne? Ja, easy. Ja, si pač tako, v osnovi ni zakomplicirano, ne? Lahko povem tole zgodbo. Pač jaz sem en pulover že ne vem koliko, 8 let, ker enkrat na Romanji na Breze je dobil luknjo. Ne, ker se je pač nekje zataknil, pač na eno ograjo neki. Ampak jaz ta pulover še vedno nosim in so se pač navadila, da ima luknjo, ne? Pa pač tako ga ne zašijem, ker pač ne, tako, pač imam na mihno luknjo in je to in pač jaz nosim ta pulovera, ne? Ampak če bi pa vprašala, kaj pa je naravno stanje tega puloverja, to da ima luknjo ali da nima. A ne, so se itak navadila, da ima luknjo in je meni pač vsak dan ima tisto luknjo in ga nosim zuno luknjo, a ne, že full let, tako, nič tazga. Ampak, a res? Ja, ne, tisto, ki ga je naredil brez luknje, a ne? In lahko pač pogledam, kakšen je bil v originalu, ne? Kako lahko pogledaš, kak je bil v originalu? Ja, pogledam navodila proizvajalca, a ne? Aha. Starnika. Ja, kaj pa jaz za svoj life, a ne? Pač itak vem, da je moja narava ranjena in grešna in da itak nikoli nam dost in da vedno rabam drugega izkoristiti za to, da sebe zadovoljim, ker pač drugač nisem sposoben, a ne tako bla, 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 pač naša realnost greha. Ampak še bolj temeljna realnost je pa pač tega, kakor je proizvajalec tega puloverja rekel, a ne? Je pa še ful nazaj. In zdaj, kako pa to? Ja, sami ne moramo, sami lahko nekaj haslamo, pa imamo neki coping mehanizme, pa tako. Ampak imamo pa Kristusa, ki ni prišel sem, da bi nam dal nek nov coping mehanizem ali pa nova pravila, ampak zato, da bi nas osvobodil, a ne? Pismo Galačanom piše, Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato ne zapetne nazaj v jarem greha. Pač, Kristusovo učlovečenje je realnost, njegova trpljenje je realnost, in njegova smrt je realnost, in njegovo stajenje je realnost. In zakaj? Zato, da bi nas odrešil, da bi bili mi svobodni, da ne bi bili več sužnji tega greha, da ne bi bili več ti puloverji z luknjo, ampak da bi bili čist ekstra novi puloverji. Ne samo, da bi nas pelil nazaj, kot je bilo, ampak da bi nas dal naprej. To je nova stvarjenje. In zdaj smo že nekako z eno nogo, pač živimo to realnost, ampak ne pa še čist, ne pa še v polnosti. Ni pa še tista dopolnitev časov, ko bomo pač tisti, ki se odločimo za Boga, res v tem večno izmenjali ljubezni za skozi. Z vsem, kar smo. Tako. Bomo. Zdaj smo v tem, smo že pa še nismo. Tough life. Klasika. Ja, zdaj teologija telesa, ne? Se mi zdi, da prvič, ko slišiš to, vedno itak pomisliš na spolnost, ne? Ja, pač, ampak teologija telesa nisem krščanska šifra za spolni odnos. Ja, ampak tako, če nekomu tako rečeš teologija telesa, vsak prvo pomisli na spolnost, ne? In v bistvu je nekako v družbi ta, ali pa v naši cerkvi, no, to, da pač važno, da ne spiš skupaj pred poroko. Ne? In se mi zdi, da se zna to pol, tako ta teologija telesa gor na to nalimati, noben pa ne zna povedati, ja, ok, cerkev pač reče rajši ne, ni pa odzadaj tiste podlage. Jaz se ne spomnim, da bi meni itak kdo govoril o teologiji telesa, sploh ne v času, ne vem, ne osnovne šole, srednji šoli, ko sem glih hodila na katoliško mičken, pa še to ne z neko podlago, ampak vse to ne. Tisto manjkalo, zakaj ne? Oziroma, da bi ta ne preusmerili v ja, gradi odnos na tem pa tem, zaradi tega, ker, ne vem, se mi zdi, da je tako nekako pač ne seksi skupaj pred poroko, če ne greš pekel. Tako nekako, skoraj tako sem jaz doživela to. In zdaj,
Zdaj pa ti v bistvu sploh ne govoriš nič o spolnosti, v resnici zdaj le skoraj nič, ne? Ampak govoriš čisto o nekem drugem. A veš, če lahko malo več o tem poveš, a veš, da bi je spolnost ful pomemben del, ampak ni pa tisto, kar recimo duhovniki pa sestre pa živijo spolnost na drugačen način, nimajo spolnih odnosov, ne? Naj ne bi imeli. Dobro, to izrežeš, dobro. Mislim, to tudi je naša realnost, na našem svetu in naši cerkve, ne? Zaradi tega, ker vsi fejlamo, ne? In vsi smo sebični in vsi pač nismo sposobni imeti radi na tašen ali pa drugačen način, ne? In vsi rano drugega, pač kdo bi si mislil, nič novega, ne? Tako, pač to je naša realnost, ne? Da nekateri ljudje, ki so obljubili celibat, pač tega ne živijo, tough life, ne? Pač, to je naša realnost, ne? Pak mi imamo neko tisto, pa ne vem, če to ni idealna, idealizirano podobo, ne? Če pred poroko pač ne boš spal skupaj, boš pol srečni, ne vem, levo, desna, gor, dol, pol recimo duhovnik pa sestre tudi nimajo spolnih odnosov, nimajo niti teh želja, so kar, ne vem, kamni. Tako, če sebe pogledam včasih, koliko sem to doživljala, ali pa tudi, če se bi s kom tako pogovarjala, ne vem, ti si tak druga generacija, pa ti si obkrožena z drugačnimi mladimi. Jaz sem še iz tiste generacije, ker res nismo imeli podlage, niti ni nam noben znal govoriti o tem, no. In tudi se mi zdi, da zdaj, ko smo poročeni, zdaj tudi nimamo nobenega, da bi nam konkretno govoril, ker to so tako intimne teme in tako boleče, lahko boleče. Ja, itak, ja. Ne? Da je težko govoriti, lahko se pa malo hecamo, ne? Malo hec tukaj, malo hec tam, pa se malo nasmejimo, ne znamo se pa res v globini o tem pogovarjati. Pa če grem čisto malo naprej, recimo, ne? Čistost v zakonu, ne? Ni samo čistost pred poroko, ampak je tudi čistost v zakonu, ne? Ampak kaj zdaj to pomeni, ne? A je to zdaj ok, se poročiš in to, zdaj si pa čist. Ni, ne, najbrž, ali kaj. To so res take zgrešene, se mi zdi, predstave, ki nimamo mi ne izkustva, ne besed, niti ne, dajmo reči, nekega pričevanja, predavanja, da bi nam mal odprl oči. In se mi zdi, da ker pač živiš pol tako v teh napačnih predstavah, si sam še bolj nesrečen. Ker je tak nek idealiziran odnos, ne? Ki ga nikoli ne dosežeš. In ker recimo, ko si včasih, ko sem tako recimo nezadovoljna sama sabo, ali pa s svojim telesom, koliko izgledam, ne vem, koliko sem mehna, ok, to zdaj več nimam toliko težav, ne, ampak recimo, koliko mi zdaj to ne paše obleči, ali pa tisto, kar je pol odzadaj za tem, so seveda rane, ampak da bi pa imela orodje, kako pristopati do teh ran. Se mi zdi, da je teologija telesa lahko to, oziroma ne lahko, je, ne, orodje, ampak kje dobiti več informacij, oziroma kako se tega lotiti? Ja. Me zdaj prije kar ena par stvari na misel, mogoče prvo to. Tudi farizeji so imeli ful enih konkretnih vprašanj, recimo so prišli, a se lahko mi ločimo, se ne smemo, ja, Mojzes je tako rekel, kaj pa ti praviš, Jezusa, ne? In kaj je rekel Jezus? Pač ni šel, mogoče ta predpis, ampak je rekel, zaradi vaše trdostrčnosti vam je tako davalo, v začetku pa ni bilo tako. Pokazal, kakšen je bil pa na začetek, kakšen je bil pa tisti OG človek. In tudi Jan Pavel drugi naredi isto. In tudi pač mi, ki predstavljamo teologijo telesa, rabimo narediti isto, rabimo začeti iz tega, kdo smo, zakaj smo rejeni, da bomo pol vedeli, kako ne pa zdaj živimo, na način, da bomo srečni. Tukaj tako ne moramo imeti sam nekih hitrih odgovorov, tako quick fix na tvoje konkretno vprašanje in to je to. Ampak, zdaj sem si imel časa, pa greva skupaj malo bolj v globino, pa boš imel pol širši kontekst in ti bo pač jasen. Ne bo sem tako, to so ta pravila, ampak tukaj, tako. To je prva misel, ki imam. Druga misel, kakor jo imam kot odziv na to, kar si povedala, je, ja, se mi zdi, da velikrat lahko mislimo, da
tisti, ki se poročijo, imajo zdaj en legitimen izhod, zato da delajo karkoli hočejo, pač za svoje spolne želje izražati na kakršenkoli način, pač se jim zahoče. Hkrati pa tisti, ki se pa odločijo za celibat, jih morajo pa zatirati in skrivati in bla, 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 bla in pol pač eksplodirajo ali nekaj. A ne? Ne, ni to način, na katerega smo poklicani, da živimo. Ne? Imamo mi zelo jasno opredelitev čistosti v katekizmu, ki je že kar nekaj desetletij z nami, mislim tako, nekaj desetletij z nami, ampak je zelo, zelo jasen. Kaj je čistost? Ne pomeni, ne imeti spolnih odnosov, ali pa tako, ni neka taka definicija za čistosti, ampak katekizem pravi, čistost pomeni uspešno integracijo spolnosti v osebo. Se pravi, da spolnost ni nekaj, kar jaz potlačam, pa ni nekaj, kar me popolnoma prevzame, ampak je en zelo dober del mojega življenja in moja naloga je, da to uspešno vključim vase, uspešno integriram v osebo. Čistost pomeni uspešno integracijo spolnosti v osebo. In kaj pa s tem dobimo? Pa prav naprej katekizem, da s tem dobimo pa celoto človeka, celoto osebo v njegovi telesni in duhovni biti. Sprav, človeka, ki je integriral svojo spolnost in tako postane cel, nisem več zreducirana delčke telesa, pa ni samo telo, pa ni samo duša, ampak je cel človek, pač si zares spet ti, takrat, ko živiš čisto, ko uspešno vključiš spolnost vase. Ne da jo zatreš, ne da te popolnoma prevzame. A to je čistost. Ti lahko eno ful osebno vprašanje dam? Ja. Kako ti živiš to čistost? Če nočeš povedati, ni treba. Čakaj, da razmislim. Ja, ne vem, a ne lahko reči, zjutraj se zbudim in si umijem zobe, a ne tako, in pa pojem zajtrk in grem v službo, a ne pač tako, živim svoj life, navaden. A ne pomeni samo to, kdaj imam spolne odnose, pa kdaj nimam spolnih odnosov. A ne tako, itak pač poročena sem, moj zakon ne bi mogel biti sklenjen, če mi z možem ne bi imela spolnih odnosov. In ni to samo tako neki, zraven, ampak dejansko tem, da imamo spolne odnose s telesom in z vsem, kar sva, ker itak pač ne moreš sam po delčkih, a ne s telesom in z vsem, kar sem, izrazim to, kar sem obljubila na oltarju. Ne? Jaz se ti podarjam svobodno, moja ljubezen je popolna in zvesta in rodovitna. A ne? In z svojim telesom v najnem spolnem odnosu ti izražam to, kar sem ti prej izrazila z besedami. A ne? In on to pove meni. A ne, z vsem, kar je. In zakon ne bi mogel biti veljaven, če pač ne bi bilo spolnega odnosa. Zakaj? Ker je zakon sakrament. Ker isto, kot imaš pri drugih sakramentih, imaš neke obljube oziroma besede, pa neka dejanja oziroma nekaj fizičnega, nekaj konkretnega. A ne rabiš oboje. Forma pa materija, se reče s tem v fancy izrazi. Ampak pač recimo pri krstu imaš besede, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in imaš dejanje, pa dejansko poliješ osebo z vodo. Ne? In rabiš ti to vodo, ne more biti Coca-Cola. Ne? In rabiš ti te besede, ne moreš si kar zmisliti, pač te krstim v imenu oslička in telička, a ne kar neki. Pač rabiš oboje. Ne? In to pa še skupaj in to je sakrament. In isto pri sakramentu svete Birme, a ne, imaš besede, pa imaš dejanja oziroma pač nekaj zelo konkretnega. Ne. Pri vseh sakramentih deluje na ta način in tudi pri sakramentu svetega zakona, ne, deluje na tak način. Imam besede, imam dejanja, pač neko fizično znamenje nevidne božje ljubezni, nevidno znamenje nevidne božje ljubezni, nekaj zelo konkretnega, fizičnega, kar kaže na nekaj presežnega, na nekaj božanskega. Ne. In tako kot recimo krst ni sam simbol tega, da smo zdaj mi očiščeni grehov in del božje družine, ampak dejansko postanemo del božje družine in očiščeni grehov. Ne? In isto pri sakramentu zakona, ni da je to sam simbol, da imamo mi dva rada, kakor ima Bog rad, da ima drugega rada, kakor se pač Kristus podarja cerkvi, da so mi dva, tako kakor sem prej rekla, Oče, Sin, Sveti Duh, da so mi, da pač moška se podarja ženi, žena kot ljubezen sprejema,
in mu jo vrača in ta ljubezen lahko je tako resnična, da je pač rabta čez 9 mesecev ime, a ne tako ta podoba Svete Trojice, pa podoba te, kako Kristus ljubi cerkev. To je zakon, se pravi, podoba te Božje ljubezni, ampak, skukor vsi drugi zakoni, je učinkovita podoba, učinkovito znamenje. Se pravi, ne samo, da je znakec, da je to tam Božja ljubezen kao neki, ampak dejansko postane prisotna. Ne? Dejansko se uresničuje tam Božja ljubezen. Če malo, na en tak zelo easy primeru za razumeti, razložim, imamo mi stop znak. Stop znak ti reče, ustavi se. Znak, ki pa nima učinka. Jaz se lahko pripeljem do njega, pa se ne ustavim, pa grem naprej. Ne? Je znamenje brez učinka. Medtem ko imam pa recimo rdeč karton, sodnik pokaže v zbalerju, rdeč karton, to je pa znamenje, znak, ki pa ima učinek. Pač ti kaže diskvalificiran si in dejansko postaneš diskvalificiran. In na tak način delujejo zakramenti. Je učinkovito znamenje. Znamenje z učinkom. Je znamenje Božje ljubezni in dejansko je učinek, da je Božja ljubezen tam prisotna. Ne? V zakonu, še posebej pa v spolnem odnosu. Tako se mi zdi, tako mislim, naj prav povem, lepo je slišati, super je to slišati. Razumeš, zdaj pa si predstavljam ali enega fanta, ali eno punco, ki si želi živeti čisto, pa pol pač ne najde, pač ima pol pač partnerja oziroma punco fanta, ki pa si tega ne želi. Ja, kaj pa zdaj? Ja, kaj boš zdaj? Ne, kaj boš zdaj? Ja, ran. ne vem, pač, verjetno dejtaš, zato da se boš, mislim, da se boš skupaj odločil, da boš pogruntil, a se hočeš poročiti. A je to oseba, s katero želim preživeti celo življenje in podariti vse, kar sem in sprejeti je takšno, kot je z vsem, kar je. A je to oseba, s katero se želim poročiti? A ne. In če ugotovim, da ja, je bilo dejtanje uspešno. Če ugotovim, da ne, je bilo dejtanje uspešno. Ker sem uspešno odgovoril na vprašanje, če je to oseba, s katero se hočem poročiti. Zdaj pa, a se jaz hočem poročiti z nekom, ko hoče, da grešiva? Pač jaz se hočem poročiti z nekom, ko bo hotel zame dober. Pa ko mi bo pomagal dobro živeti, ko mi bo pomagal živeti sveto, ne? In vem, da spolnost je sveta v svetem kontekstu. Torej, v zakramentu zakona, pa še to ne vsakič, ampak takrat, ko je dejansko ljubeča, ne? Ko je svobodna, ko se podariš vsega, ko imaš namen ostati za skos in ko si odprt za življenje. Sprav, tudi v zakonu lahko izkoriščamo druga. Tako. In zdaj, če imam jaz enega tipa, ali pa če imam en tip eno punco, ko pa hoče, da bi skupaj vzela to, kar je sveto in postavila en pač kontekst, ko pa ni sveta, ampak je glih kontra, ker pa to dejanje pač grešno, ran. Tako, ali se boste pogovarjala, pa se boste zmenila, da boste živela dober, ali pa pač zelo verjetno to ne bo šlo skozi na način, da boš ti živela sveto, ali pa da boš ti živel sveto. Sorry to break it to you. Ampak, če mi hočemo živeti z Bogom že v tem življenju enkrat za skos, v ljubečem odnosu z njimi in v ljubečem odnosu z drugimi, kva bomo pa delala z enim, kakor mu je vizija to, da delala glih kontra. To, kar ni ljubeče, to, kar ni spoštljivo drug do drugega, to, kar ni pač v skladu z Božjim zakonom. Zdaj že smo govorili o fantih pa puncih, kaj pa recimo tudi v zakonu se zgodi, ali pa je kje, ne? Da pač bi žena ali pa mož želel živeti na način teologije telesa, ta drug pa ne. Ja, ko si se poročil, si obljubil, da si tam svoboden, da boš imel rad za skos, da ne boš kar jutri pobegnil, ali pa čez 30 let zjutri, kadarkoli. Da je tvoja ljubezen popolna, se pravi, da imam jaz vse, svoje načrte za prihodnost in svoj cash in svojo rodovitnost in pač vse, popolno se podarim in odprta sva za življenje.
dejansko to obljubite. Ko prijete ženi pa nevesta pred oltar, je duhovnik oziroma diakon vpraša, če sta prišla sem svobodno, ste se z vsem srcem odločila, se pravi svobodno, popolno, a ste pripravljena pač ustrajati v tem, ne vem, kakšne so točno besede, ampak v tem pač vprašajo, a je njuna ljubezen svobodna, popolna, zvesta, pa vprašajo, če sta pripravljena sprejeti od Boga otroke, pa jih vzgajati po nauku Kristusa in njegove cerkve. In ona da rečeta, ja. Mislim, 3 vprašanja so, ko je tako malo pokombinirane, ampak rečeta, I do. Sprav, obljubite s svojimi besedami, ljubezen, ki je svobodna, popolna in zvesta rodovitna. In pol tudi dejanjeta. Vsak dan znova, a ne. Pa je lahko to težko, pa ti lahko ne rata, hvala Bogu za odpuščanje, za zakrament svete spovedi, a ne. Pač sam pejt to milost. Tako, zdaj, če pa one dva na poročni dan nista zares blatem svobodno, ali pa se nista mislila podariti popolnoma, ali pa nista mislila biti tam za skos, ali pa je kakšen od njih mogoče pa ni hotel biti odprt za življenje, ne? Pol pa se je treba mogoče vprašati, če ta zakon sploh veljaven, ker če se pa jaz zlažem, pač pred nečem, kar obljubam, da pač rečem nekaj, kar v resnici ni res, pol pač to ne bo šlo skozi, ne? Jaz tukaj vidim bolj to, da pač, ker nimamo znanja in neizkušnje, da v resnici ne vemo, kaj nas točno vpraša. Ja, dobrodošla v realnosti. Ampak ja, v resnici Bogu hvala, da ne vem. Nekaj pa bi še včasih mogoče kdo še malo bolj premislil, čaki. No. Ja, ampak a ni dobro, da razmišljamo. Ja. Če nisi pripravljen obljubiti nečesa in resno to misliti in tudi dejansko to živeti, ja, mogoče pa boljš, da ne obljubaš. Ne vem, pač to je ful dilema, ne? Ker imamo ful tako družbo, kjer se poročamo samo zaradi tega, ker je to tradicija ali pa ker babica hoče, ne? In nimamo pojma, kaj sploh obljubimo in pač kako bomo pol živeli dobro to, kar smo obljubili, če sploh ne vemo, kaj smo obljubili, ne? Tough life. Zaradi tega to krabimo ne samo znanje, ampak tudi izkušnjo te dobre novice teologije telesa, ne? Kje jo lahko dobimo? Ja, čisto konkretno lahko napotim ljudi na par ameriških platform. Ena je Theology of the Body Institute, imajo zelo dober YouTube kanal, s ful vsebine, s ful odgovori na vprašanja. Tudi podcast ima Christopher West, svojo ženo Wendy, ki skupaj odgovarjata na zelo konkretno vprašanje o spolnosti, o zakonu, o takih stvarih v luči teologije telesa, ne, te nauka cerkve. Pol druga zadeva, poleg Theology of the Body Institute, je The Chastity Project. To je bolj tako pač usmerjen v mlajšo publiko, ampak tudi nagovarja zelo raznolike teme, od dejtanja do LGBT, a ne tako ful enih tem in dati zelo konkretne odgovore tudi na vprašanja. Pol kakšna bolj zadeva, ki je tako knjiga, imamo slovenščino, prevedene od Christopherja Westa 3, recimo jaz priporočam ali Teologijo telesa za začetnike, ali pa Dobra novica o spolnosti in zakonu, je tako Q&A, pač vprašanje in odgovori, na ta način pač odgovarja, ne. Recimo, to so take zadeve, pa itak katekizem, a ne že sam katekizem, če si odpreš zakramenti, ok, zakrament zakona, ok, kaj to sploh je fora, kako se skje, kaj to pove, ker se je obljubil, a ne, ali pa pač si ukazalo od zadnji pogledaš, ne vem, spolnost, pa pogledaš, paragraf, ta, ali pa čistost, paragraf, ta, ali pa, ne vem, ljubezen, paragraf, ta, a ne, tako. Pač lahko si najdeš vprašanje, lahko greš tudi na internet, ameriška škofovska konferenca ima na internetu katekizem v angleščini, pa lahko pač srčaš za besede, a ne, kar te zanima. Recimo tako, na spletu imamo ful enih možnosti, a ne, lahko tudi original govore prebereš od Jana Pavla II. Pač v angleščini, kar sicer je ful zahtevno, neko, kar so rekli, pa ne priporočam, ampak mogoče pa kakšno recimo pismo ženam, ali pa škofi so napisali on collaboration of men and women, a ne, tudi ena ful lepa zadeva, tako dost kratek dokument, ne vem, 10 strani, a ne, tako, da res ene take osnove pokrije. Pač tako, na internetu se mi zdi, da je ful. V našem slovenskem prostoru samem je pa zaenkrat še to zelo nerazvita scena, a ne, je pa tako, pač tu pa tam, kdo pa še to mogoče ni tako teološko podprto, ampak je bolj na področju psihologije ali pa kakih takih stvari, kar je vse pač dobro pa potrebno, a ne, ampak ne moramo pa reči, da je to teologija telesa, a ne. Tako,
jaz osebno pri katoliški mladini izvajam delavnice za mlade, ne, lahko za študentsko skupino ali pa za birmance, ne prilagodim tako starosti publiki in na takšen zelo interaktiven način tudi pač predstavim osnovno misel Jana Pavla II, kakšen je božji načrt za človeško ljubezen in pa odgovarjam na konkretna vprašanja teh mulcev. Te lahko vprašam. Ja. Kako prvo poveš to, recimo birmancem, drugo, kako to oni sprejmejo, ker birmanci, ker v bistvu je, naša družba je tako, da te od malega, že vidiš, pač so vse reklame, tudi risanke in vse seksualizirano. Ne? Klasika. Ker ti priješ do birmancov, seveda na telefonih, če ne na svojem od soseda, od sošolca so že videli pornografijo. Ja, nič novega. Ja, ampak kako sprejmejo to, kar jim ti poveš? Mi smo lačni za to, da nam nekdo pač da odgovore na naše vprašanje. Naše srce hrepeni po pač tem, da bi bili ljubljeni, ne? Da bi nam nekdo pokazal, Petja, tam imajo dobro hrano, tam imajo pravo ljubezen. Tako. In pač se provam približati, pa malo kar uspešno, na ta način pač tudi prek nekih aktivnosti, pa prek zelo takih odprtih vprašanj, da razmišljajo o svoji izkušnji, po svojih željah, po svojih hrepenenjih. Ker so pa itak v nas, ker jih je tja položil Bog, kdo si pa ne želi biti srečen? Ali pa jaz sem spala tako v osnovni šoli, sem tako doma imela po stopnicah tako nek šov in pela tako And I will always love you. In sem tako bila prepričana, da je unga tipa, ki sem bila takrat zaljubljena, da ta ljubezen bo pa več. In to je tako malo komično, ampak hkrati pove nekaj, kar je pač v meni zelo globokega, da si želim ljubezni, ki traja. In pač lahko pogledamo filme, lahko pogledamo rile, lahko pogledamo muziko, vse nekako nam kaže, da želimo ljubezni. Zdaj pa a se bomo zadovoljili s ponaredki, ali bomo šli k originalu, tismo izveru ljubezni. In pač smo ljudje ful odzivni na to, da nam nekdo končno pove nekaj, kar je logičen, pa kar ne zadovolji, pa kar tako nam da nekaj bolj žmohtnega. In pač na delavnicah z mladimi pač je ful odziva, so tudi ful iskreni, ful res taka vprašanja res razmišljajo in res hočejo vedeti. Ni tako, zdaj sem ti pa jaz prišla tam pamet soliti, ampak je tako, pač to iščeš, našla sem, a lahko delim s tabo? In so tako, ja! In pač deluje, ker je to tako v nas. A te kdo kontaktira, recimo čez pol leta, čez 1 leto, po teh delavnicah, ker jaz si predstavljam, tudi sebe v tistem obdobju ali pa tudi zdaj današnjo mladino in pride nekdo to povedati, jih zakuri, pa so pa prepuščeni sami sebi, ne? Ja, itak, ja. Kaj se zgodi recimo z nekom, ki je zakurjen, kaj se mu zgodi čez pol leta? A ima možnost še kje črpati ali pa najdeti, nekoga, ki bo isto se o tem spraševal ali pa iskal odgovore, no? Ja, jaz vedno, ko delam delavnice, delam v eni pač že oblikovani skupnosti, Ali to neka mladinska skupina, ki se redno srečuje, pa so tako pač prijatelji, ali so neki birmanci, ki so že itak skupaj v šoli, pa še skupina v roku, pa tako, ali so to neki študenti, ki se pač skupaj sprašujejo o nekih vprašanjih, tako, in pač že imajo skupnost in so skupaj to slišali, in so skupaj to doživeli, in so skupaj to izkusili, in mislim, da lahko to skupaj carryajo naprej. Hkrati pa lahko to tudi vsak sam, ker pač, skupnost je nekaj, kar oni imajo ali pa pač nimajo, kar ni toliko v mojem vplivu in tudi nimam toliko pogleda v to. Hkrati pa pač je druga stvar še, ki je pa fulane literature in verov in tako res se potrujem, da vsakeč po delavnici, pošlja tako mail za tako, to je seznam verov, če te zanima to, poglej tam, če te zanima to, poglej tam, če te zanima to, poglej tam, poglej na moj Instagram, ta skrivnost je velika, imam v highlightsih, ful ene vsebine, poglej, zanima te, kontracepcija, poglej si tale video, pa tale govor, pa tole si preber, pa tale Instagram račun followi, tako se zdi, da dam opcij, zdaj,
kar pa ljudje uporabljajo, pa nima pojma. Ne? Tako, je pa nekaj ljudi, nekaj malih ljudi, pa jih imam priložnost spremljati, ki se pa pač kaže tudi, pač ful je lepo pa za to spremembo v njihovih življenjih in to pač rast. A nekaj itak ni samo vsa teologija telesa, ampak pač tudi pač vseh drugih kompleksnih stvari, ki se v njihovem življenju dogajajo. Ampak tako mi je res v čast, tako jih spremljati pa videti pač neko njihovo rast in zorenje pač v veri in v ljubezni in tako v neki svobodi. Ja. Jaz si tako znam predstavljati, no, ok, jaz sem se res precej hitro poročila, ampak sem hrpenela potem, da nekdo recimo še pri 30 ali pa kasneje, a veš, ne najde. Ja. Zato, ker on pač to teologijo telesa bi rad živel, ne najde pa nobenega, ki bi z njim to živel. Kako dejansko pol ustrajati? Ne? Toliko časa, ko čakaš in čakaš in čakaš. Ne vem. Pač, ne vem. Jaz nimam te izkušnje, lahko poslušam tvojo zgodbo, lahko slišim tvoje izkušnje, lahko mi ti poveš, kaj si se naučil v življenju, a ne? Pa kaj, kako pa ti s tem handlaš, a ne? Kar jaz vem, je tough life. Vsi imamo pač svoje križe. Zate je očitno ta. Nima pojma, kaj še reče temu Bog s tabo. Ne pomeni to, da si naredil kaj narobe. Mislim, zihar si naredil veliko stvari narobe v lifeu, ampak verjetno nisi zaradi tega samski. Mogoče si, ne vem. A ne, tako, kva pa jaz vem? Nima pojma, kva naj ti povem? Ne vem, a ne, lahko te pa poslušam. Lahko mi pa ti poveš. Lahko greva skupaj to pot. A ne? Pa greva skupaj malo, še mogoče kakšnega vprašati, recimo kakšnega Jezusa ali pa koga, ki mogoče malo bolj ve, a ne tako, ne vem. Tako, tough life, pač križ, težek. Ne moram ti dati zdaj odgovorov. Se Jezus tudi ne reče, odgovor na vprašanje zla je pa takšen, ampak je tako, pridem s tabo v to zlo in ga pač prevzamem nase na najbolj radikalen način mogoče, ne. Se potopim v to zlo, da grem pa pač skozi in pač te odrešam. In mi smo lahko tudi v tem našem trpljenju pač združeni z Jezusom. Itak pač lahko je to reči, ampak tako pač to je to, kar je krščansko življenje. Ne? Združimo tudi z Jezusom tiste naše rane, ne? Tako hengamo v tistih njegovih ranah. Tam nas ne, njegova kri nas tako opere, pa očist, pa nam da moč za življenje. Ne? Se mi zdi, no, pač itak to, kar je v svetu najbolj napadeno, to je tudi najbolj sveto, ne? Ja, itak. In itak, da je zdaj, to se mi zdi seveda spolnost, telo, zakon, družina. Mene recimo šokirajo te razni podcasti, slovenski, tudi, kot ko govorijo o spolnosti in me je groza, kaj naši otroci poslušajo. Ampak, razumeš, kaj lahko jaz, kot mama, ki nimam neke ful znanja, niti ne v resnici besed, kaj lahko jaz naredim za svoje otroke? Ok, prvo, kaj lahko jaz naredim za sebe, pa svoj zakon, kaj lahko naredim za svoje otroke? Pa moje ni toliko fora, da je tako svet grozen in zdaj se moramo obraniti pred vsem hudim, ampak je tako Bog dober in se moramo okleniti njega. Kako boš to izvedla? Nimam pojma, a ne. Ti si ekspert za svoj life. Ti najbolj poznaš svoje otroke, a ne. Ti lahko pač iščeš odgovore na vprašanje, ki jih imaš ti, da lahko ti živiš dobro, da ti živiš sveto, da si ti v odnosu z Bogom, a ne. In današnji svet, zdaj bom približno citirala, sploh ne vem koga, ampak današnji svet posluša pričevalce, ne, kako se temu reče, pač sledi zgledu veliko bolj, kot pa besedam, in če sledi besedam, je to zaradi zgleda teh ljudi, a ne. Ja, ne vem, kaj boš ti povedala svojim otrokom, ne, itak pač ful dobro se pogovarjate, pa tako, ampak kako ste pa vi živeli? Ne vem, lahko mi ti poveš, kaj pa ti misliš, kaj pa si ti ugotovila, da deluje, kaj pa
ti misliš, da ne delaš dobro, ne? Kaj pa ti misliš, da je ful dobro brat, ali pa si se od koga naučila, ne? Ali pa tako si videla, da točno za tega otroka pa deluje, za tega, ta pa ni pa, on pa ne bo tako, ne? Ne vem. Ali to pomeni, da ne bo imel telefona in pa bo pač rešen, ali mu bo pač en prijatelj posodil telefon, ali kaj, ne vem. A ne tako, je tako, pač ful je grozno, ampak tako, ful je dober Jezus in tudi vem, pač karkoli se mi zgodi v life, a ne. Vem, da jaz imam nekaj boljšega pri njemu, ne rabim teh ponaredkov, ker imam nekaj pač ful dobrega, a ne. Imam tudi takšen odnos s svojo mami, s svojim očem, da jim lahko pač povem, če se mi naredi nekaj bedenega ali pa strašnega, a ne. Ne rabim imeti zdaj vsak teden 20 minut predavanja o teologiji telesa. Ja, če znamo starši to živeti, ne? Ja, a veš, pa se dobro oblečeš, pa nimaš dekolteja do popka, pa je to lahko vzor za tvoja hčija, ne? Ali pa pač, ne vem, si ljubeče v odnosu s svojim možem, ali pa je to ful velik vzgled tudi za, ne vem, tvojega sina, ne? Kako pa lahko on živi odnose pač s dekleti in pol pač s svojo ženo, ne? Tako. Zdaj sem jaz kaj nekaj pametna, ker jih tak nima pojma, ampak tako, ti najbolj veš. In tako veš. Ja, ampak veš tisto, ko imaš mogoče neko idealizirano predstavo in pol sam vidim to, kar še nisem, ne? Pa to, kar je bilo narobe. Ja, klasika. Ne se skirati. Ja, hvala. Veš kaj? Smreke imajo še več smole, kot ti. Ja, joj, hvala. Ne. Sam je zdravilna, veš, uporabljaj za zdravilo, ne? Ja, nič novega. Zadnjič sem poslušala intervju, ko ga je imel Matt Fred s Christopherjem Westom, pa sem se tako pogovarjala o tem, kako bo mi zasrala svoje otroke. Itak pač kot starši jih bo zafrklo in jih boš toliko pač rano in traumatiziral in neki. Pa je tako Christopher pa rekel, mislim, tako, nič tazga, pač to je naša realnost, tragično, ampak tako je. In pa hkrati, kdo pa sem jaz, da bi jim odrekel to izkušnjo nekega božjega pač dotika skozi te rane, ne? Mi ne vemo, kaj je dobro za njihovo svetost, ne? Mi si predstavljamo, da vemo, kaj je dobro za njihovo svetost, ampak samo Bog ve, kaj je dobro za njihovo svetost, ne? Ja, lahko še na njega vprašava. Ja, veš, tako ne rabimo vsega sami pogruntati. Ja, pa se mi zdi, veš, da mora otrok tudi sam videti, kaj Bog za njega hoče. In mogoče Bog ne pove mami, ampak bo enkrat povedal otroku. Ker je prvo je ta otrok od Boga, ne? Ja. In ja, to se je zadnje čase doskrat ne prepuščati Bogu, ker on ve, kaj je dobro za svetost mojo, od mojega moža in od mojih otrok, ne? Jaz ne vem, kaj je dobro za našo svetost, on pa ve, ne? Amen. Jaz ne bi manj tako povedala dobro, kot si. Pa ti dobro poveš. Nice. Ja, ampak to je tako v resnici nič konkretnega. Ja. Pač ne boš dobila tako, seznam 11 korakov, kako, a ne? Ja, ampak ta svet je želen tega, ne? Ker smo prepojeni s tem, ne? A veš, pa mislim, če že hočeš eno v marcu sestaviti, moraš navodilom slediti ne vem kolikim korakom, ne? Ali pa, ko imaš, ne vem, ko kupiš nov telefon, pa samo, ne, moraš ne vem, koliko stvari si nastaviti, da deluje, koliko korakov. Ne, še malo pa bomo fertik, ne, še tole. Meni je mogoče, sem ponosna na to prispodobo, ki je zrasla na mojem zelniku, ampak, recimo, sicer nisem jaz v enem odnosu tista, ki večinoma hodi v trgovino, ampak recimo, žena gre v trgovino, ne? In kako ona ve, kva kupiti pač za svojega moža, pač, da boste skupaj pač jedla, ne vem, par dni ali pa cel tja, v glavnem, kako se ona odloči, kaj bo kupila, ne? Ona ne rab vsakič znova pač klicati, mož, a bi ti to ali ne bi, ali bi ti to ali ne bi, ali bi ti to, ampak je lahko v toliko intimno odnosu s svojim možem, da točno ve, to je možu všeč, to pa ni toliko, ali pa to mu ni glih najbolj všeč, ampak je to v redu, ampak tole ima pa res rad, a ne tako, zaradi tega, ker imate mož pa žena toliko intimen odnos, a ne, toliko se poznata.
Tuk se poznate, tuk se si blizu, da ona gre lahko tudi sama v trgovino, pa ne rab njega ne sprašujete, ne? Tako. Ampak to ne pomeni, da dela sam po svoje, ampak dela to, kar pač mož hoče, ampak ona ga toliko pozna, da ne rabi za vsako stvar ga sprašujete, ne? In isto, mi, če smo pač v tem odnosu z Bogom, da ga toliko dobro poznamo, da pač smo res v nekem intimnem odnosu z njim, pač rabimo za vsako odločitev ali pa za vsako stvar, ali bi to, ali bi to, ali bi to, ali bi to, ali tako, ampak smo lahko pač, je to že naša stalna drža, ne, da smo skupaj z njim in da itak pač računamo, mi se ga že toliko dobro poznamo, da nam je še približno jasno, ne, kva pa je tisto, kar pa bi on hotel, ne, kaj je tisto, kar Bog. Časih Bog ful preseneti, ne? Ja, itak. A ti si imel rad karpačo, nisem vedela, si se mara s rukami, a ne? Ja, to, ja. A to majico imaš? Nikoli si ne bi mislila, da bi si tako majico kupil. Ja. Ne, to sem si zmislila. Mogoče bo koga nagovorila. Ja. A mi poveš, kako ful lepo izkušnjo teologije telesa, ali tvoje, ali pa od koga, ki si ga ti navdušila, oziroma ki te je poslušal? Ja, zdaj mi kar nekaj pride na pamet, ampak če govorim iz svojega življenja, pač v začetku, ko sem jaz imela zelo konkretna vprašanja, ko sem s svojim sedanjim možem začela hoditi in sem tako, ok, midva so se odločila, da bo s spolnimi odnosi počakala do poroke. In kaj to pomeni? Kaj to jaz pomeni? Te hočem imeti rada, ampak kako? Ker nočem pa nekaj narobe narediti, nočem terant, nočem grešiti, hočem delati tako, kar Bog hoče, ampak ne ve, kaj hoče, pa ne vem, zakaj hoče. Tako. In potem, ko sem začela odkrivati teologijo telesa, sem bila tako, wow, eni smiselni odgovori, ker nisem sam tako, ne delati tega, če se ne bi delal, če bi papaš v sobi, ampak so bili tako legit, pač globoki, konkretni, tako, mislim, konkretni, pač ti stres, zdaj razumem, kaj se v mojem srcu dogaja, tu ful pomeni, pač mi dva lahko pač sva 1000 kilometrov narazen, pa jaz pač razmišljam o tebi na takšen način, da te zreduciram ali pa da te samo uporabam, tako. Lahko so si pa mi dva zelo, zelo blizu, pa je to pač vdrži ljubeči, pač kaj jaz želim biti darilo zate, Pa ni dovolj samo to, kar jaz mislim, pa kar si jaz želim, ampak pač je tudi, se pravi, poleg mojega namena so pomembne tudi okoliščine, da je neko dejanje dobro, Tako se pravi, če bo imela mi da spolni odnos, ki niso poročena, pa pač to ni dobro. Čeprav spolni odnos je sam po sebi ful dober, ampak rabi tudi kontekst dober. Ampak tudi kontekst sam ni dovolj, da se mi da poročena, pa ima spolni odnos. Rabi tudi namen dober, Zato se ti jaz podarim, da ti skažem ljubezen, da te sprejmem takšnega, kakor si, da potrdijo svoje poročne obljube. Tako. Ne pa sem zaradi tega, ker sem jaz hodni, pa si ti hod. Tako. No, v glavnem. Vprašanje je bilo, kakšna močna izkušnja s teologijo telesa, ker sem jaz vse te stvari začela počasi dojemati. Je bilo to tako, wow, kot da bi nove špegle dobila gor. Če se je spremenil moj pogled. Pač in moja samopodoba in pač kako sem se počutila v svojem telesu in pa kako sem midva pač furala ta najin odnos, Čisto drugače začela gledati na, neko izkazovanje ljubezni in v zakramenti. Meni se čisto na svetu odprlo, ko sem dojela, kaj so zakramenti, pač na en čist nov način, ker nisem imela tam definicije iz učbenika za belo, ampak je tako, pač vidno znamenje, nevidno božje ljubezni. Sprav, nekaj konkretnega, fizičnega, telesnega, pač moje telo izraža nekaj, kar je duhovno, presežno, abstraktno, božje. Wow, kaj zdaj to pomeni za Evharistijo, ali pa kaj to pomeni za moj krst, ali pa za spoved, kaj pa to pomeni za najin zakon, kaj sem pa enkrat poročila, tako, wow, to je, to je crazy, to je za me res ena izmed ključnih življenjskih nekih sprememb. Tako. Te lahko nekaj vprašam, tako osebnega se, če nočeš povedati. Lahko rečem, ne želim odgovoriti na to vprašanje. Lahko, ja. A ti kdaj zgrešiš, ker vse to veš, pa si izkusila? Na kaj mi se že rekla? Ja, da ja, ne, ali kaj? Ja, halo, se nisem Marija. A veš, mislim,
Ja, tough life, za vse, ne. Veš, koliko napak sem mi dala redla, ne? Ja, nič tazga. So se z njih, ne samo, da so se naučila, ampak, spoved mi odpusti grehe in ozdravi moje rane in mi da moč, da dobro živim. Jaz mislim, da sem tako približen grešna, ampak v resnici sem še ful bolj, kot jaz mislim. Ampak Božja ljubezen je pa še ful bolj velika, kot jaz mislim. Ne? Jaz ne morem biti bolj glupa, kot je Bog dober. Ne morem bolj grešiti, da me bo on nehal imeti rad ali pa neki. Pač on lahko odpusti vsak greh, ki se jaz pač pokasam. Ja, pač in pa vedno znova isto. Ja, hočeš, da bo vsakič drugače, kaj? Tako, tough life, dobrodošli v realnosti. Tukaj straglamo, bojevniška cerkev, ne vem, kako se temu po slovensko reče, pač bojujemo se, ne? No, to je meni fejst dragoceno, da si povedala, no? Ker se mi zdi, da včasih se znamo tako, pa ne, da se znamo samo sami tako naslikati, ampak vsi tudi nekako pričakujejo, pa iščemo eno idealno podobo, pa pol recimo, če ne bi te zdaj to jaz vprašala, bi te tako gledala pa bi rekla, kje sem jaz? Ja. Ali pa recimo, Papa Janez Pavel II, on je pa svet, kar pomeni, da je živel popolno življenje. Ne, halo, pač itak, da ne? Kaj sem mislil, če bi živel popolno življenje, pač, pa verjetno ne bi bil človek razen, če bi bil pač Marija, ne, ona je imela nadnaravno milost, da je bila obvarovana pač iz vednega greha, ne. In pač, the struggle is real, veš zakaj? Zaradi tega, ker je en preklet lažnivec, ker noče, da bi imeli radi, ker noče, da bi bili mi deležni te Božje ljubezni, pa ker noče, da bi si to ljubezen delili med sabo. Ne verjamem, ne verjamem ležimo od prekletega lažnivca. Nehi mi težiti, a ne tako? Ja, jaz bom fejlala, vem, ampak moj oči ima še vedno rad, ko pa nisem moj oči, ampak je tudi moj ženin. Ja, Jezus je moj ženin, zdaj pa nehi, a ne tako? No, res se mi zdi, pač, da smo to, kar smo, itak na poti, z veliko, kva ne rečem, ovinki ali pa buškami, pa potovčenimi koleni, ne? Ja. Samo, a veš, ko si tako, ko nimaš recimo niti, ko recimo čutiš, da nekaj ni glih v skladu, ne? Pa nimaš besed niti, a razumeš? In imaš v glavi samo to, jaz se ne vem, če je to greh, oziroma, a je to na tistem seznamu, kot cerkev pravi ja ali ne? Ja. Ful je težko, če ti že, ne vem, toliko let živiš pa v taki družbi, sploh, ko se ne govori o tem, najdeti, zaslišati v svojem srcu, to pa zelo ni bilo, okej. Ali pa tale najin spolni odnos pa zelo ni bil nekaj v redi. Ja, da znaš celo povedati, kaj pa ni bil v redi. Ja. Pa ki si rekla, da začutiš v svojem srcu, tudi Janez Pavel II pač ful se opira na to, pač, poslušaj svoje srce, nekaj ti govori. Je pač vredno, da mu prisluhaš, hkrati pa ni to edino merilo, ne. Če jaz mislim, da je bilo v redu, pa je v redu, če pa jaz mislim, da ni bilo v redu, pa ni v redu, ne. To ni standard, ne. Lahko nam zelo veliko pove naše srce, ampak mora biti tudi zelo dobro oblikovano, ne. Oziroma, pač rečemo temu naša vest, ne. Rabimo imeti zelo dobro formirano vest, da lahko pač zaupamo, ne. Če moja vest je bila tako, da še niso tam, pa je bolj, da se pač držim nekih zunanjih pravil, ki jih ne razumem čist, zaradi tega, ker zaupam, da jih je postavila cerkev, ki je postavil Bog, ki me ima neskončno rad. Jaz tudi, če ne razumem čist, kaj delam, pa zakaj delam, vem, da je to dobro. Ker zaupam to k Bogu, pa zaupam njegovi cerkvi, ne. Hkrati pa je ful dobro, da tudi želim razumeti vsa ta pravila in vedeti pač, kaj delam in zakaj delam in da lahko pač pa sem zares tudi tako v stiku s svojim srcem, ker je pač že tako oblikovano ali pa je tako odstranjeno vse tisto, kar ne pa še zraven, ne, da lahko tudi pač zaupam, ne. Ker itak tukaj noter se bojuje boja, ne. Ja, in se še nismo do krvi uprli, ne? Tipično.
Ja, tako fejst hiter se mi zdi. Ja, nas ta lažnivc zaplete v naše rane in misli, ker preden ti se zaveš, da si spet v to kolesje se ujel, da se ustaviš, pa lahko izstopiš. Yep. A ne, pa, če si sam, je težko. Če si sam z nekom, ki tega noče, je še ful težji. Sej to, ne? Ampak kaj pa, če sta dva, ki pa drugega podpirata, a ne? Pa je bolj en šibek, pa ga drug pokerja, a ne? Jaz vidim tle izziv navdušiti drugega. Ne? Navdušiti drugega. Ja, kar recimo bi lahko pomenilo, da mora biti en pač mož, mora ful pol delati na svoji sebičnosti. Ja, itak, klasika. A ne? Si zmoram cel life delati na svojem temu, pa temu. Ne? Pa isto bo rabo moj mož. A se zato pa malo drugega, da tako si tudi pomagava zglancati te. Železo brusi železo, človek se brusi ob človeku. To je iz pregovorov. Ja. Dej povej, zdaj večinoma bojo to poslušali zakonci starši. Ti nagovarjaš mlade, si rekla. Ja. Povej, kam lahko naše mlade usmerimo, da te najdejo. Katoliška mladina. Ali spletna stran od katoliške mladine. Lahko mi direkt pišete na lucija@katoliškamladina.si, pa se zmenimo za kakšno delavnico, pa prijemo vašo faro, pa imamo kakšno pač tako srečanje, a ne z mulci, pa se lahko pogovarjamo, pa se kaj naučimo, pa delimo svoje izkušnje. Pa to je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi, da je tudi ful dobra, shameless plug, Instagram, pač, da se lepo izrazim, veliko smeti je tam. Res je? Ampak hkrati je to tako močno orodje za evangelizacijo in pač lahko to resnico, ki jo imamo kot cerkev, razoditev Boga, delimo na način, ki je mladim blizu, v jeziku, ki ga bojo slišali pa razumeli. In to pravim jaz narediti skozi svoj Instagram. Ta skrivnost je velika, o teologiji telesa, če poiščeš teologijo telesa, verjetno najdeš. Tako, pa lahko recimo to spremljajo. Ali pa pač tudi v tujini, kot sem pravila, ful enih stvari, ful enih akauntov na YouTubeu, ful enih tudi pač različnih ljudi, ki na različne načine pač predstav to, za enega, ne vem, 12-letenka, pa za enega 22-letenka, tako, da je tudi na različnih nivojih. Ful dober je tudi za tiste, ki so tako, ki bi pač res radi tako odgovorili na vsa vprašanja. Catholic Answers je pač spletna stranka, lahko pač napišeš tako vprašanje, ki ga imaš v veri in pa dobiš kakšne članke ali pa zapise ali pa tudi tako, ko so poklicali na radio Catholic Answers. Pa tako pač, ni samo teologija telesa v naši veri na splošno, ampak tako ful enih stvari, pa na internetu ti Američani so crazy, pač, a veš, od, ne vem, Father Mike Schmitz, Pints-With Aquinas, Bishop Robert Barron, ful enih dobrih stvari imamo na internetu, pač od naše vere, pa tudi od teologije telesa, Jason Nevert, Christopher West, to sta dva, pač čisto glavna, ampak tudi ful enih drugih manjših zadev je, tako, pa poišče, pa ne vem, imaš izkušnjo, ne vem, sem ženska, ki je prolačijo ženske, pa želim živeti katoliško življenje. Ja, poišč, recimo, Kim Zember je ena katoliška pač ženska, ki živi pač sveto s to svojo izkušnjo, Pač, pa lahko jo spremljaš, pa ki od nje poslušaš njeno pričevanje, tako, pač internet, tako, ali pa, nova evangelizacija, internet, to nam gre kar dobro, mislim, Moraš vedeti, kaj iščeš. Ja. Če naj ti algoritem ponuja druge stvari. Ja, itak. Katoliška mladina, teologija telesa, ta skrivnost je velika, pri nas. Plus knjige od Christopherja Westa, ki so prevedene, Christopher West, poišči v vaši knjižnici. In pa druga stvar je pač tujina, internet, tako, če rabiš svojega mulca nekam. Ja, prvo sebe, pol njega. Klasika. Tako. Lucija, hvala, da si nas malo zakurla za teologijo telesa. Sveti duh. Ja, pa glej, skozi tebe, tvoj žar,
Ko se Hvala vidi, Bogu. ko te žar prevzame, kaj si rekla, navdušenje? Navdušenje. Ja, to, ja. Hvala ti, no. Da s tem, kar si navdušuješ tudi druge, no. Hvala Bogu. Hvala Bogu, pa hvala, da se daš v uporabo, no. Tako da hvala ti, da si prišla in da smo lahko malo poklepetale. Z veseljem. Hvala.